Torej, Eva Petrič in Zdenka Žido sta za tokratno razstavo, ki poteka v sklopu programa Misel urejena v času, liniji in teksturi, izbrali dela, ki jih na oblikovni ravni povezuje vprašanje linije, ploskve in plastenja ploskev, med katerimi se vzpostavljajo prostorska razmerja. Eva Petrič se je odločila za fotografije iz dveh serij, ki so posnete v analogni tehniki in tematizirajo vprašanje sence. Zdenka Žido pa je ta izbor razširila tako na skice, slike kot tudi skulpturo, pri čemer je zajela dela od zaključka študija na ljubljanski likovni akademiji leta 1987 pa vse do danes, tako da je vzpostavila neko linijo v času. Torej, Eva Petrič se ukvarja z vprašanjem sence, ki jo pojmuje kot metaforo človekovih čustev, in na fotografijah je s poigravanjem zornih kotov, kadriranjem, uporabo negativov dosegla prispodobo duše in njenega notranjega sveta, ko se srečuje, lahko bi rekli, po teh notranjih labirintih sama s seboj, z notranjimi občutki, čustvi, čustvenimi stanji, se kdaj pa kdaj znajde tudi na razpotju ali celo brezpotju. V okviru razstavnega programa se predstavljam z deli Siva snov, jezik senc, in me zanima vidik znanstvenega in evolucijskega vidika, kaj je linija evolucije, ki je v bistvu sestavljena iz različnih tekstur in tudi povede do različnih tekstur. Zanimajo me odstopanja od te linije, ki jih v razstavi dobesedno opredelim skozi dela, ki odstopajo od linije. In v smislu evolucije me zanima naša emocionalna evolucija in kako je to morda nek odstop, neka napaka, ki pa omogoča nam potencial za razvoj naprej. Linijo, ki jo tvorim in razvijam skozi prostor v Savinjskem salonu, mi v bistvu opredeljuje tema sence, ki mi je metafora za neko skupno kolektivno zavedanje. In senca mi predstavlja vse, kar smo lahko ljudje in še nismo, ali pa smo bili in smo pozabili. In v tem smislu mi je v bistvu povezana s tematiko evolucije. V sebi vsebuje različna odstopanja, napake, ki pa nam omogočajo nek potencial za razvoj v neke različne teksture in linije naprej. Zdenka Žido pa se ukvarja s čistimi likovnimi vprašanji. Tokrat jo je pritegnila linija, pa seveda tudi ploskev. Linija, ki jo obravnava tako v minimalistični skulpturi, ki je zanimiva tudi z tega vidika, ker od gledalca zahteva, da se premika in s tem vključuje poleg treh dimenzij še četrto dimenzijo, to je dimenzijo časa, tako da jo lahko v teh štirih dimenzijah dokončno oziroma celovito dojame. Sicer pa je za njeno slikarstvo značilno bogato plastenje lazurnih nanosov, ki jih gosti po principu kontrastov in s tem dosega različne svetlobne premene, vtis prosojnosti, nesnovnosti in s tem tudi preseganja tega miselnega obzorja našega pojavnega sveta in odpiranje v neko novo dimenzijo. Za razstavo, na katero me je povabila Alenka, sem se odločila, da bom predstavila v bistvu rodečo nit, ki me vleče skozi celotno moje ustvarjanje, to je prostorsko črto, ki se poleg svetlobe, ki je vedno prisotna, pojavlja več ali manj na vseh slikah in se skozi celoten proces dela niti ni bistveno spreminjala, in v ta namen sem tudi slike, skice, vse zbirala
iz tega konteksta. Ta prostorska črta je v bistvu vezana na trodimenzionalni prostor, od katerega ostaneta pa samo še dve stranici. Ali to zamik formata, ali je to črta, obdelava formata, ki je lahko polovično obdelan oziroma glede na prostorsko črto, ali je prostorska črta samostojna, predstavljena v prostoru. Te so pač bistvene stvari, ki se mi zdi, da so pomembne za ta moj proces dela. In poleg tega pri tej sami svetlobi, ki pa pri tej vlogi, pri teh skicah niti ni toliko bistvena, mi je pa šlo je pa tudi obdelava dvodimenzionalne površine z odsotnostjo tretje dimenzije. To se pravi, tretje stranice nekega kubusa ni več. In s tem dobimo neko ploskovnost. In s to ploskovnostjo, ki pač je porazdeljena po prostoru, mi je izpostavljena globina, neka neskončnost, recimo vode, svetlobe, karkoli, nekaj, kar ne moreš ujeti v nek kubus.